V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Na to nedeljo v božični osmini nam lepo razloži naše bogoslužje, ko neverjetno vse te skrivnosti presegajo naše sposobnosti. Ljudje stvari ne moremo prav razumeti, pa naj bomo še tako visoki in popolni, kakor sta seveda to bila Marija in Jožef. Pač vemo, kaj za oba velja in kaj je takrat veljalo, torej vsa čista, vselej devica, pred porodom, med porodom, po porodu. Sveti Jožef, ki je bil pravični mož, ki je živel v Božji milosti, je imel samo izvirni greh, ostalo pač ni bilo njegovo, ne, se pravi, zato tudi imenovan pravičen, kot tudi recimo starši Janeza Krstnika in tako take stvari, ne. To vse vemo, to praznujemo v božični osmini. Torej je še vedno božič. Tisti, ki seveda ne prav praznujejo, o tem smo tudi razglabljali v teh dneh, tisti je že končal s tem praznovanjem. Mi pa še vedno praznujemo, ker je božična osmina, tako da te stvari malo da opozorimo. Se pravi, Jožefove licenije, recimo z imeni, ki mu jih je cerkev dala, potrjujejo, kako dober, pravičen mož je bil, ne, se pravi, da je živel v Božji milosti. In vendarle Marija in Jožef sta se čudila besedam o detetu, nista mogla več kot toliko razumeti. Pravi potem sveti Pavel, da se te stvari ne razume, dokler ne dorastemo. Kaj pomeni to za nas ljudi? Da seveda, če pridemo in ko pridemo v večno slavo nebesi, takrat bomo te stvari razumeli. Seveda do konca, kot sem tudi že povedal, ne bomo Boga spoznali, ne bomo prodrli do konca v njegovo skrivnost, ne moremo, ne, ker če ne bi bil večni in vsemogočni in tako naprej, ne. Ampak vedno nam bo še nekaj manjkalo. Ne moramo priti do dna Božji skrivnosti. Torej, ta zadeva, moramo se torej prizadevati za to. Dokler je bil Jezus dete, ne, se nič ni ločil od drugih. Torej pravi sveti Pavel, da se ne loči od sužnja. Torej popolnoma enak vsakemu človeku, vsakemu detetu ali človeškemu otroku. Tudi zato, ne, včeraj smo praznovali nedolžne otroke, je moral Jožef seveda poskrbeti za njega, da ga niso usmrtili. Če ne, se cilj in namen človečenja ne bi mogel uresničiti, ne. Zato je pač Božja previdnost uredila to stvar. To je torej ta skrivnost Boga in odrešenja, kot smo rekli, več kot toliko ne moremo prodreti vanjo. Ampak povabljeni delati, kot sta delala Marija in Jožef, torej se čuditi, pomeni, skušamo v molitvi premišljevati te skrivnosti. Molitev ni samo izgovarjanje nekih besed in tako dalje, mora biti premišljevalna molitev. Da skušamo na vsak način vstopiti noter v te prizore, v te stvari, ne. Sveti Frančišek je lepo postavil jaslice zato, da bi videl, ne, da bi vstopil v to skrivnost. In torej 800 let tudi jaslic, ne, lahko rečemo. Torej to je dal postaviti, ne. Tako torej naj bo naša molitev, naše premišljevanje, zato imamo jaslice. Pred njimi se ustavimo, pokleknemo, molimo, občudujemo, zremo to skrivnost, ne. Tako da to. Za Marijo je večkrat rečeno, kako je ohranila v srcu in premišljevala tiste besede, ki so se izrekle o Božjem in njenem sinu, ne. Torej, to tudi mi moramo, smo poklicani k temu. Sveti Pavel pa naprej pravi, otrok pride v dobo razuma, prejme, kar ima za prejeti, tako da tudi mi, ne, bi rekli, pridemo v dobo razuma, prejmemo zakramente uvajanja v krščanstvo, da bi potem mogli živeti po Božji milosti in volji. Zlasti ne, seveda, kot se je reklo včasih in v tradicionalnih krogih, seveda še vedno se reče,
da postaneš zbirno Kristusov vojak, ne, torej postaneš odrasel. Ne odrasel kristjan v tistem smislu, kakor moderni, tisti, ki se bi radi imenovali kristjani, pa to v bistvu niso, ne. Bi radi bili odrasli kristjani, ne, se pravi, vse drugo je otročje, mora biti vse nekako racionalistično, demitizirano in tako naprej, ampak o tem ne bomo zdaj šle več kot toliko razglabljali, ne. Ampak doba razuma, prejmemo vse potrebno, da bi mi živeli v Božji milosti. Ne? In da spet pridemo tudi v Božjo milost, pravi zakrament pokore, ki nam omogoči, da po tej poti pridemo spet v Božjo milost, da spet postanemo in smo Božji otroci, dediči nebeškega kraljestva, Kristusovi pravi bratje in sestre, pravi Božji posinovljenci in še bi lahko naštevali. Ne? Če bi nadaljevali s tem pismom Galačanom, pravi sveti Pavel lepo, da tisti, ki izključuje Božjo milost, je sposoben samo del mesa. Ne? Naslednje poglavje je to tega, kar smo danes brali. Tisti, ki sodeluje z Božjo milostjo, obrodi sadove ali sad duha. Ne? Se pravi, obrodi vse tisto potrebno za eno dobro, lepo, plemenito, polno življenje in tako naprej. Ne? Se pravi, Kristus, ki pošlje Svetega Duha svoji cerkvi in v sodelovanju s to Božjo milostjo, ki prihaja po Svetem Duhu, torej sodelovanje s tretjo Božjo osebo, mi lepo dosežemo vse to. Ne. Samo moramo paziti, ne, spet rečemo sodelovanje s Svetim Duhom, vedno je vsa Sveta Trojica zraven. Ne. Oče, Sin in Sveti Duh. Ni ene osebe brez drugih dveh. Ne. To moramo se zavedati. Danes so tudi te zmote. Torej, Bog je odvedno sicer pustil v svetu neko svojo podobo, neko svojo sled in tako naprej. Ne pomeni samo, da iz stvarstva lahko prepoznavamo stvarnika in tako naprej, ne, da je on to napravil in to. Ne. Kot sem rekel oni dan, ne, potem bi eni radi rekli samo to, ne, drugega pol ne rabiš, ti samo občuduješ stvarstvo in to je to. Ne. Pol si ta pravi kristjan in ta pravi duhovnik celo. Ne. Gotovo, to je dobra stvar, ampak je treba še mnogo več od tega. Ne samo torej ti zakoni, ki so v stvarstvu, ne samo ta lepota in te stvari, ampak je pustil lepo tudi pomagajočo ali dejansko milost, po kateri ljudje moramo, kolikor nam je mogoče, dobro, pošteno, krepostno videti. Vsi ljudje, kot je lepo rekel sveti Tomaž. Ne? To večkrat ponovim, ker take stvari radi pozabimo. Ne? Ampak tudi s to milostjo, tudi s pomagajočo ali dejansko milostjo moramo sodelovati, da bi bili tudi mi dobri ljudje. Ne moramo biti. Ki moraš z razumom, voljo, spomenom in tako moraš ti sodelovati tudi s pomagajočo ali dejansko milostjo, da bi bil dober človek. Torej vsak človek, ne, govorimo. Zdaj sveti Alfons Ligori lepo govori, premišljuje Božje rojstvo, sliši nekako to Božje dete govoriti, zdi se, da me človek ne ljubi, ker me ne vidi. Želim se dati človeku videti in tako z njegove strani biti ljubljeno ali pustiti ljubiti in tako pač italijanščine za prevest, ne, malo. Torej, Bog se je človeku pokazal, da bi ga lahko človek ljubil, še več, da bi mogli mi ljubiti, kakor on ljubi. Poznamo novo zapoved, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Prišla je polnost časov, ni več dovolj, da vse skupaj delamo najbolje mogoče v človeškem smislu, ampak je treba narediti več od tega. Podabljati se moramo po Gospodu Jezusu, ki nam je vse to tudi omogočil s svojim Božjim življenjem, s posvečujočo milostjo. Imamo velike težave, seveda, vedno v življenju in tako naprej. Strani soljudi doživljamo marsikaj, vendar naš Gospod je to že doživel in še več od tega. Ne? Kaj je to proti njegovemu trpljenju? Kaj je to proti trpljenju mnogih pravičnih, ne? Tudi sveti Štefan, ki smo ga praznovali.
Tisti, ki so živeli Božji milosti, posebej pa Adam in Eva in tako, so dosti bolj čutili te stvari, dosti bolj bili tenkočutni, kaj šele sam učlovečeni Bog, koliko bolj je moral trpeti. Tako da, vse te zadeve. Tako da, sveti Štefan, vemo, je reagiral tako kot Gospod Jezus, naš Gospod, in je seveda potem dosegel, kar je bilo za doseči. Naš Gospod je rekel, da tisti, ki ne poslušajo, ne bodo kakor cestninarji in pogani, ampak on je dal svoje življenje za cestninarje in pogane, da bi oni mogli priti do polnosti življenja. Na križu je molil za grešnike, za tiste, ki so mu delali, kar so mu delali, jim je odpustil. Ampak mnogi seveda tega niso sprejeli, niso na to odgovorili. Žal. Eden od teh, seveda, vemo, je bil krivični razbojnik, po drugi strani skesani razbojnik. In drugi skesanci tudi so bili pod križem. Stotnik in drugi podobni, ne? Torej so se skesali, so sprejeli Božjo milost. Zaradi reakcije svetega Štefana vemo, da je Savel postal Pavel, apostol narodu. Torej tudi mi smo dolžni tako reagirati. Kako pravi v blagri Gospod, da bodo njegove učence zasramovali, preganjali in vse hudo zoper njih lažnivo govorili. Ne? Seveda zaradi njega, ampak vendarle. Ne? Torej, to se dogaja, kdor se trudi biti Jezusov, kdor je Jezusov in tako naprej, se mu tudi to dogaja, ne more biti drugače. Torej se dogaja, da kristjanom ljudje to delajo. Dogaja se, da se nekateri izrekajo za kristjane, se stavijo za nekakšne zgledne vodnike, pa potem uporabljajo grobe besede, laži, zavajanja, polresnice, obrekovanja in podobno. Razno navezovanje na osebe je povsem želeno, ne, tako da ne bomo vedeli, ne. No, ampak naša reakcija vseeno na vse to mora biti resnično krščanska in pravilna. Te ljudi moramo vse bolj intenzivno v srcu ljubiti, zanje moliti in narediti, kar zadeva nas, vse, kar je mogoče. Torej vse odpustiti, želeti vse dobro tem ljudem, tudi zanje seveda moliti. Imamo priložnost, da svoje trpljenje, svoje odpovedi, svoje mašne namene namenimo zanje, da nanje mislimo kar maši, da zanje prejmemo vse to obhajilo. Tako da imamo res ogromno tega, kar bi lahko delali in počeli in namenjali, ampak to moramo delati seveda tako, da molčimo, ne. Da se ne spravljamo na podoben način tudi mi na te ljudi, ne, ampak drugače reagiramo. To je duhovno sporočilo tudi tistega nastaviti drugo lice, dati še suknjo, iti 2 milji, ne, z nekom in tako dalje, ne. Se pravi, kot bi rekel lepo ta pater Serafin Antonieti, ki ga večkrat omenjam, da je Kristus rekel: jaz plačam, ne, plačam jaz. Torej moramo mi plačati za te stvari. Zato, ker to pravzaprav je tisto, kar nam omogoči, da bi mi seveda najprej plačali vse tisto, kar zaslužimo s svojimi grehi, ne, kar smo naredili. Najprej, da zadostimo za svoje grehe. Glejte, zdaj bomo imeli lepo priložnost, zadnji dan leta, ko se potem zmoli in te stvari, te Deum, to, ne, lahko prejmemo popolni odpustek, če smo seveda ustrezno na to pripravljeni. In podobno velja potem na prvi dan novega koledarskega leta. Spet lahko prejmemo popolni odpustek. Zakaj ne bi takih priložnosti izkoristili? Začelo se je sveto leto. Zakaj ne bi tega izkoristili? Sveto leto je bilo ravno zaradi tega ustanovljeno,
da bi vršili kristjani pokoro, da bi se spokorili za svoje grehe, da bi plačali, da bi zadostili za te svoje grehe in tako naprej, ne. To se je ustanovilo, ne. Prvo uradno, ne, tisto je bilo 1300, ne, in potem naprej so bila izredna leta, sveta leta, ne, so bila redna sveta leta, se je dalo na 50 let, potem kasneje pa tudi na 25, pa se je prišlo do tega, kar imamo tudi še dandanes, ne. Se pravi zato, da bi ljudje mogli vršiti pokoro, da bi mogli prejeti odpuščanje in odpustke, ne, da bi seveda zadostili za svoje grehe, da bi ozdravili vse te rane in vse te zadeve, ne. Mi ponavadi seveda ogromno godrnjamo, pa se pritožujemo, pa opravljamo, morda celo obrekujemo tudi mi, ne, ampak ne, mi ne smemo tako. In glejte, to je pač stvar prakse, ne, od začetka morda to težje, ampak sčasoma lahko postane lažje. Dajmo se truditi v tej smeri, naj postane neka dobra navada in da potem vse bolj to poglabljamo. Se trudimo in sodelujemo z Božjo milostjo. Pravzaprav mi bi morali biti vedno Bogu hvaležni za to, kar nam daje priložnost, da se z njim še bolj združimo. Lepo piše v apostolskih delih sveti Luka, da so bili apostoli hvaležni, so jih pretolkli, premlatili, ne, prebičali in kar je bilo, ne, da so to lahko trpeli za svojega Gospoda in odrešenika, ne. Torej to. Tako da vidimo te zadeve. Mi, kako bi mi reagirali? Obratno od tiste ljubezni, ki jo opisuje seveda sveti Pavel, ne, od popolne ljubezni, ki je v Bogu in jo lahko tudi v sodelovanju z njegovo vsečujočo milostjo dosežemo, ne. Se pravi, mi bi radi vrnili, mi bi radi bili maščevalni, mi bi radi imeli človeško pravičnost, ampak vemo, to je bilo pred Kristusovim prihodom. Takrat je veljalo maščevanje po človeški plati, ne, človeški pravičnosti. Če je bilo uzakonjeno, vemo, recimo Hamurabi in podobno, ne, se je povrnilo v isti meri, ampak drugače vemo po Lamehu. Piše lepo v Svetem pismu, da bo maščevan 70-krat, 7-krat, ne. Na to se potem naš Gospod navezuje, ko govori o maščevanju, kar seveda ne sme biti. Torej, tako je s človekom, ki se vdaja nekim nagonom in čustvom, kamor seveda brez težav tudi uvrstimo našo jezo, ne, ta negativna čustva in te stvari, ne, mi kar pustimo, ne, naj oni naredijo, kar hočejo, ne. Ampak ne, temu se je treba upirati, ne. Se pravi, imamo, kot smo rekli, razum, voljo, spomin, dajmo s tem delati, da se upremo tem čustvom, tem slabim čustvom, tem negativnim čustvom, da krotimo te stvari, vemo, to so grešna nagnjenja, pregrehe, ne. Torej, moramo to narediti, ker to človeka potem nadvlada in se temu ne more več upreti. Zelo težko je priti iz tega ven, pa velja seveda za vsa grešna nagnjenja, vse pregrehe. Nekje pa treba začeti potem v tej smeri napredovati. Lepo pravi Fulton Sheen, da so ljudje, ki nočejo živeti krepostno po Božji milosti, ne, tudi krepostno življenje, smo videli, je življenje nekako po Božji milosti, po pomagajoči dejanski milosti. Ti ljudje so pač zaprti sami vase, pa jih najlepše, pravi, označuje krog. Ampak kdor živi po milosti, je njegovo znamenje križ, ki vse lepo objame. Tu je torej po Pavlu treba odrasti, da bi živeli po Božji milosti. Vse hudo in zlo moramo izkoristiti, da ga prenašamo v spravo za svoje grehe in slabosti, in tudi mi moramo lepo nameniti vse to za vse svoje, pa za vse tiste, ki so nam nasprotni, pa še za druge namene. Tisti, ki so nasprotni, pa morda tudi mislijo, govorijo, delajo slabo proti nam, ne. Mi lahko
povrnemo torej s to ljubeznijo, s tem sprejemanjem, s tem voljnim prenašanjem, združitvijo s Kristusovim križem in njegovim trpljenjem in tako dalje, ne. Smo že omenili in še večkrat verjetno bomo omenjali, kako vse to moremo. Torej dajmo tako delati, ker če bomo tako delali, bo že Gospod poskrbel, da se stvari obrnejo, da se rešijo tako, kot je prav. Pomeni, da bo njegova volja, ne. Mi bi radi seveda ekspresne rešitve, da bo po naše vse to, ampak vidim, pol se vse sfiži, ne. Ampak mora biti vedno božja volja. Iščimo torej to božjo voljo, iščite, pravi Jezus, najprej nebeško kraljestvo in njegovo pravičnost, vse drugo vam bo navrženo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.